iz hitenja in norenja zapletaš, iz pomirjenosti in sproščenosti razrešuješ. Drage dušice, pozdravljene, tukaj z vami sem jaz, nadangel Mihael. Danes prihajam sem s svojo zavestjo in energijo, zato da vam predam smernice. Usmeritve, kako lahko v tem času prebudite večje zavedanje svoje vrednosti in prepoznate dragocenost v sebi, kako lahko zares začutiš, kako zelo dragocen in vreden si. Prvo sporočilo, ki ga želim deliti s teboj, je to. Ne trudi se biti drugačen, kot si. Ne trudi se imeti sam sebe bolj rad. Ne trudi se čutiti večje vrednosti. Ne trudi se biti boljši. Ker v življenju ne gre za to. Ne gre za to, da se trudiš. Gre za to, da ustvariš prostor, da vse, kar potrebuješ, samo pride. Kaj mislim s tem? Če daješ svojo pozornost na to, moram biti bolj dragocen, moram se počutiti bolj vreden, moram početi to in to, da bom boljše, se ves čas daješ v nesprejemanje sebe, takšnega, kot v tem trenutku si. Tvoja naloga ni hrepeneti po tem, da bi bil drugačen. Tvoja naloga je tukaj in zdaj, takšen, kot si, sam sebi dovoliti in se sprejeti, da si takšen in da je to tvoja trenutna realnost. Zapomni si, dovoljevanje, sprejemanje je tisto stanje, ki privabi k tebi vse to, za kar prosiš. Dovoljevanje, sprejemanje. Dovoli, da si točno tam, kjer si. Morda ti kaj ni všeč, dovoli. Prenehaj se upirati. Predstavljaj si, da si v življenju na neki situaciji, v kateri se počutiš, da se utapljaš. V morju si, čofotaš in se hočeš rešiti na vsak način. In potem ti iz ladje vržejo dol rešilni obroč, zato da si ga nadeneš in da se rešiš. Ampak zato, ker ti toliko se trudiš, ker toliko hočeš spremeniti situacijo, ker toliko nočeš biti tukaj, tako čofotaš, da ta obroč ne more priti do tebe, ker delaš takšne valove, ker tako čofotaš, ker se tako trudiš, ne more priti do tebe. In potem tisti, ki te rešujejo, vidijo, najboljše je, če kar mi skočimo in ga rešimo. In potem ti pošljajo najbolj seksi reševalca ali reševalko iz vode, ki plava do tebe in te hoče rešiti in te že zagrabi. Ti pa še vedno se trudiš, ker hočeš to spremeniti, ker ti ni všeč. In ne samo, da sebe utopiš, še to osebo utopiš zraven. Se pravi, zavedaj se, da bolj kot se trudiš, bolj se upiraš. Bolj kot hočeš na silo spremeniti, manj se spreminja. Če želiš, da se situacija razreši, da se ne boš utopil v tej situaciji, se moraš umiriti. In življenje ti vedno vrže rešilni obroč, ti vedno pripelje ljudi, ki ti pomagajo te povleči ven. Ampak če ti ves čas čofotaš, če ves čas hočeš po svoje, če ves čas siliš, nič od tega, kar ti duhovni svet pošlje kot tvojo pomoč, tebi ne more pomagati. Ta zgodba te lahko nauči, da edina oseba, ki tebe lahko reši, si ti. In rešil se boš, tako da najprej sprejmeš, da se utapljaš. Da se najprej umiriš in si rečeš, sem v situaciji, v kateri se počutim za nič. In namesto, da takoj greš reševati,
naj bo tvoja prva fokusna točka to, da se umiriš. Iz hitenja in norenja zapletaš. Iz pomirjenosti in sproščenosti razrešuješ. In če si želiš prebuditi boljši stik s seboj in imeti večji občutek tvoje vrednosti in dragocenosti, potem je prvo, kar moraš storiti to, da se nehaš truditi. In da raje energijo usmerjaš v to, da sprejemaš in dovoljuješ mesto, na katerem si. Poglej, energija teče tako. Tam, kjer je prostor, tja gre. Če je v tvojem svetu veliko truda, veliko sile, veliko hitenja, veliko dela, je okoli tebe tako dinamično, da ni prostora za energijo. Ni prostora za ta dotok. In torej, tvoja glavna naloga je nehati se truditi in namesto, da se trudiš ozavesti, če samo dovolim za ta trenutek, da je to moje stanje in se mu ne upiram, če samo to narediš, se umirijo tvoje vode, ustvari se prostor in energija ima dostop do tebe. Recimo, da nisi zadovoljen s svojimi kilogrami. Daj za nekaj trenutkov, samo pozabi, koliko si težek. Samo pozabi, koliko je tvoja idealna teža in samo dovoli, da trenutno je tvoje telo takšno. Samo dovoli. In namesto, da ga spreminjaš in se trudiš in kontroliraš, kaj ješ in kako se gibaš, raje dovoli in delaj na pomiritvi. Fizično telo, to ti je že bilo predano, pa ponavljam, fizično telo se regenerira in daje v svoje najbolj optimalno stanje, takrat, kadar simpatično živčevje, torej aktivni živčni sistem, je umirjen. In to pomeni, če imaš dve avtocesti v telesu, simpatično in parasimpatično živčevje, če si ves čas v trudu, če ves čas kontroliraš, kaj ješ, če ves čas preverjaš, koliko je kalorij, ali si pojedel ugljikohidrate ali nisi, joj, ne smem to, joj, ne smem tisto, si ves čas v preživetveni paniki in to je simpatično živčevje. Džum, 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 džum. Takšna je energija, teče, šiba, te napada. In fizično telo, ko se počuti napadeno, se ne bo nikoli regeneriralo in ne bo nikoli našlo ravnovesja. Če se pa umiriš in bo rekel, ja, če počivam, ne hujšam. Pa ni res. Ko se umiriš in sprostiš in nehaš izsiljevati, bo parasimpatično živčevje začelo delovati, telo se bo začelo regenerirati, tvoja presnova bo začela pospešeno delovati in vse se bo začelo postavljati v ravnovesje. In torej, to je samo primer na teži, na fizični telesni teži. Poglej, kakšen drug primer. Ni ti všeč nekaj na sebi, kako zabuhal obraz imaš danes, ko se zjutraj zbudiš, in namesto, da se gledaš in rečeš, joj, kako sem zabuhal, kako sem lahko tako zabuhal, joj, ti moji podočnjaki, in se tapkaš in masiraš in poskušaš to rešiti, daj raje samo položi dlani na obraz in daj umirjenost in ljubezen in dovoli, da telo samo v svojem ritmu nežno popusti to zabuhlost. Se pravi, ko hočeš stvari izsiliti, se ustvarja upor in ni dotoka energije, ki bo to spremenila. Če hočeš spremembo, potem je tvoje prvo stanje, ki ga moraš prižgati, dovoljevanje. Ne izsiljevanje, dovoljevanje. In to dobesedno pomeni, da si poveš, s tem stanjem svojega telesa trenutno nisem zadovoljen, hudo mi je, ker sem se prehladil, ne počutim se dobro,
bom dal svojemu telesu to, kar potrebuje, ampak ga ne bom bombardiral s silo in s obsodbami. Ali ti sploh veš, da vsakič, ko se obsojaš, je to tako, kot da bi boksarska vreča bilo tvoje telo in ti bi boksal vase? Čisto vsakič, ko se obsojaš, sam sebe boksaš. In res ne potrebuješ tega. In torej prvo, kar potrebuješ prepoznati je, bolj kot se trudiš, manj se spreminja. Zato naj tvoja namera ne bo, moram se spremeniti, moram narediti to in to in to, da bom imel boljši odnos s seboj. Naj tvoja namera bo, sprejemam in dovoljujem, da očitno v tem trenutku moje telo potrebuje takšno stanje. In en del je, da ti vlagaš svojo energijo v dovoljevanje in sprejemanje stanja, kakršno je. Drugi del pa je, da šele tedaj, ko se umiriš tukaj, kjer si, pride jasnost, pridejo informacije, kaj telo potrebuje, kaj si lahko daš iz ljubezni, da podpreš svoj proces v smer, v katero si želiš iti. Razumi to na tak način. Recimo ta primer, ko se utapljaš. Hočeš na silo shujšati, hočeš na silo spremeniti nek odnos, hočeš na silo doseči, da te bo nekdo zaposlil. Hočeš na silo nekaj doseči in se trudiš in se trudiš in se trudiš in zaradi tega, ker iz sile delaš to, se ne zgodi rezultat, ki si ga želiš. Ko pa umiriš sebe in se zavedaš, da točno to stanje, kakršno je, potrebuješ, in dokler ga ne sprejmeš, se ne bo spremenilo. In začneš svojo pozornost dajati vase, zato da se umiriš, da dovoliš, da sprejmeš. In ko se umiriš, se dotok energije poveča in se situacija lahko zate začne razreševati. In na primeru utapljanja, kot sem prej omenil, gre dejansko za to, bolj kot se trudiš, bolj se ti zdi, da se utapljaš. Ko popustiš, si lahko rešen. In vedno življenje skrbi zate in ti bo dostavilo predmete, ki te rešijo, ti bo dostavilo ljudi, knjige, ki jih moraš prebrati, ki ti bodo pomagale ozavestiti situacijo, v kateri si. Življenje te ves čas obdarja. Če želiš čutiti večjo vrednost, se nehaj truditi, da bi si bil bolj dragocen. Ampak začni dovoljevati samega sebe točno tukaj in takšnega, kot si. Več kot bo dovoljevanja, več bo prišlo k tebi ljubezni, ki se bo sama od sebe aktivirala. Poglej dojenčka. Ko pogledaš dojenčka, se vidi, da se dojenček ima rad. Ali si že kdaj videl dojenčka, ki sam sebe ni imel rad? Ki je sam sebe tepal, ki je sam sebi nagajal, ki je sam sebe pogledal v ogledalo in si je delal grde obraze in si govoril, za nič si, prav nič nisi vreden. Morda otroka, ne ravno dojenčka. Razumeš? Otroci imajo v sebi zavedanje svoje vrednosti in tudi ti si to imel, ko si prišel. In tudi to še vedno imaš v sebi. In torej bolj kot spustiš trud, bolj se ta naravni del tebe lahko prebudi. Dobesedno povedano, če se želiš imeti bolj rad, se nehaj truditi imeti bolj rad in samo dovoli, da se imaš tako rad, kot se zdaj imaš. Iz dovoljevanja se bo rodilo novo stanje. In v novem stanju ti bo dana ljubezen od znotraj sama od sebe. In kar začutil boš, da si sam sebi postaješ bolj dragocen.